Marti in Sabljala Saruta Življoskiti. Prav na kratko v bistvu bi vas pozdravila tudi v imenu naše direktorice, ki je žal odsotna in prav tako pošilja pozdrave in avtorice, v bistvu je to že tretje leto od našega sodelovanja s Pedagoško fakulteto. Začeli smo v galeriji Loža, lansko leto je bila razstava tukaj, tako kot letos. Tukaj imamo 3 mlajše avtorice, primorke, Luna Mršnik, Eva Birsa, Lara Jeranko Marconi je žal odsotna, zato pa govorijo njena dela. Toliko za enkrat. Jaz bi predala besedo do avtorice, ki na razstavi Poleta Kustos, izredni konzervativni diploma, in da mu pristupnete, potem tudi si pogledate razstavo. Hvala lepa. Ja, še enkrat hvala v mojem imenu in v imenu Univerze na Primorski in Pedagoške fakultete, kajti to je razstava v sodelovanju z obalnimi galerijami in Univerze na Primorski. Tako da naj omenim, da tle gre za 3 avtorice, ki seveda se uveljavljajo oziroma imajo že na nek način trto pot in poleg tega so tudi naše sodelavke, tako da tle gre za relativno kvalitetne avtorje in v bistvu gre tudi za neke vrste objem mesta, zato ker to so avtorice iz našega mesta, to so avtorice, ki živijo s tem mestom, ki so tle odraščale, ki so tako ali drugače šle v tujino in ste prišli nazaj in imamo to veliko srečo, da imamo kot naše bodoče profesice na študijskem programu vizualne umetnosti in oblikovanja. Jaz danes strokovno ne bom govoril o samih delih oziroma o menu. Tle imamo Nino Mršnik, tle imamo Laro Marconi Jeranko in tam imamo Eva Birsa od zadaj. Seveda, ti 3 sklopi se razlikujejo v pristopu. Eva Birsa ima v neko zelo poetičen, klasičen slikarski pristop. Lara Marconi ima v bistvu relativno sodoben pristop, ker poleg tega, da nam lahko rekli, da slika, zato ker popravi površine, deluje na način neke intazije, ampak to na nek zelo minuciozen način. In to, kar ona dela, razvija na nek način neke poetične hajkuje, ki jih lahko prevedemo v zelo visoko kvalitetno, v neko nagrajeno umetniško produkcijo. Se pravi, ona še vedno producira umetniški objekt. Medtem ko Nina Mršnik pa ne producira zgolj umetniški objekt, ampak seže v neko razpon, v neko konkreten diapazon, nek preskok nekega družbeno angažiranega, skorajda občudovanja nekih objektov, ki jih spremeni oziroma reinterpretira v mnogi umetnosti. Tako da, jaz bi se tle ustavil, kar se mojega teksta tiče, in predajam besedo kolegici Evi Birsa. Jaz, kaj dosti zdaj sem pozdravila, hvala, da ste prišli na odpravitev razstave. Kaj dosti v sebi ne bom govorila. Če pa želite potem kakšno besedo z mano odenih, potem lahko se z vami pogovorim, oziroma konkretano obdeli. To sem mislila besedo formalno, oziroma imamo še stavnico. Naši kolegici, ki bo v imenu dekanje tudi Jaz lepo pozdravljeni v imenu Pedagoške fakultete. Jaz ne znam tako lepo kot Tilen povedati, kar se umetnosti tiče, tako imam vse, da karkoli ne pozabim. Torej še enkrat lepo pozdravljeni tudi v imenu dekanje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, dr. Marija Cotič. Dekanja se opravičuje, ker je danes ni z nami, vendar je v mislih definitivno z nami in nam želi vsem prijeten večer ob tej prijetni razstavi. Čast nam je, tako Pedagoške fakultete, predvsem, da gostimo tako sodobne avtorice, ki nam danes predstavljajo njihova lastna mišljenja na različnih področjih umetnosti. Pogodbih in organizatorjev.
Pobudnik in organizator dogodkov v okviru manifesta Spekula Torej, pobudnik in organizator dogodkov v okviru manifesta Spekula je naš cenjeni sodelovec dr. Tilen Žbona. Njemu gre zahvala za trud in strokovnost, za kar mu čestitamo in želimo, da bi dogodki potekali tako, kot so si jih zamislili. Program Spekule je pester in zanimiv, zato vse prisotne vabimo, da se pridružite tudi na ostalih dogodkih, ki bodo še sledili. V okviru novega študijskega programa Univerze na Primorskem pedagoške fakultete Vizualna umetnost in oblikovanje bo takih dogodkov letos še veliko. Tudi na to smo ponosni, da prvič vpisujemo študente tega programa. Razstava treh avtoric, ki smo jim danes prisotni, je predstavitev umetniške produkcije tudi naših bodočih sodelavk na novo ustanovljenem študiju. Lara Jeranko Marconi ustvarja intimne prostore človeške, antropomorfne narave v času odtujene tehnološke realnosti in korona krize. Umetnica izdeluje miniaturne izrezanke iz papirja, ki prikazujejo rastlinje in živalska bitja, nekakšne novodobne ikone in oltarje, pri čemer prikazuje pretajena, pozabljena čustva, ki so v tradiciji romantike odkrivala sveto v naravi. Umetelno izdelane miniature spominjajo na čipke, so drobne in krhke, kakor je ravnotežje v naravi. So izraz posebne občutljivosti, ki umetelnost izdelave prepleta skozi večdimenzionalno dinamiko, da bi gledalca omrežila v svet pravličnega, sanjavosti in domišljije. Naslednja avtorica, Nina Mršnik, slika portrete, nekakšne virtualne nadomestke v času odtujenih odnosov. Njeno delovanje pa sega tudi na področje socialne umetnosti. Spodbuja razvoj tradicionalnih obrti v prostorih bivše Jugoslavije, tako da oblikuje tkalske izdelke in organizira njihovo prodajo na zahodnih trgih. Širino sodobne umetnosti v pogojih zelenih postkapitalističnih industrij nam Mršnikova prikazuje skozi proizvodnjo pohištva iz recikliranih plastičnih materialov. Njena iznajdljiva menedžerska narava in prodoren duh kažeta vso širino sodobne umetnosti in njene vpetosti v vse družbene procese. Slikarstvo Ede Birse nastaja v pogojih večno nemirnega življa ob meji z Italijo in zaostrenih politik do migrantskih vprašanj. Slike so nastale v tradiciji slikarstva informela, ki je človeško krhko eksistenco izrazilo v materialih in snoveh na platnu. Izraz platen Ede Birse je občutljiva metafora človeške drame na mejah širom po svetu, ki je posledica političnih in ekonomskih konfliktov. Zračna in fluidna vizija prepleta prostore in dogodke zamejene z ekspresivnim izrazom ponavljajočih semejnih tvorb. Apelirajo na kras in morje, se vse skupaj prežema empatija do tragike, ki jo doživljajo ljudje, ki se soočajo s takimi in drugačnimi mejami. Pa naj gre za ograje pred migranti ali tiste meje po naših glavah. Drago občinstvo, lepo vabljeni, da se udeležite razstave in pogledate, kaj so pripravile naše avtorje. Ja, samo rekel, ta tekst je od Vida Lenarda, ne? Ja. To je prispevek našega kolega, umetnostni kritik, Vid Lenard. Verjetno ste ga že slišali, piše dosti za časopise, bomo tudi naš sodelavec na tem področju.
v sklopu zgodovine umetnosti. Tako da zdaj pa res vabljeni pogledali odstave. Tako da res še enkrat hvala. Malo upoštevajte zdaj ta pravila COVID-na, tako da ni treba, da greste vsi naenkrat noter, če se da. Že v redu.